današnji oddaji Zmorem. Paraolimpijec Primož Jeralič, perfekcionist z veliko dobre energije. Kako uspešno gre od rok namizni tenis Marku Miliču, smo preverili v zavodu Cirius v Kamniku, kjer je skušal premagati kar ambasadorko Evropskega prvenstva Matejo Pintar. Najprej pa predstavitev igre za slepe in slabovidne Showdown. Dobrodošli v oddaji Zmorem. Zanimiva igra, mogoče še najbolj podobna tej priljubljeni igri razvedrilni air hokeju. Tle se gre praktično do 11, nasprotnik mora nasprotniku dati ali gol ali prisiliti ga v napake. Kot smo rekli, igra se do 11, gol je vreden 2 točki, vse ostale napake, out, mreža, dotik telesa 1 točko in tako počasi tekmovalec nabira točke, pride do 11. Dve izmed boljših slovenskih igralk sta Sanja Kos in Tanja Oranič. Obe sta se showdownom začeli ukvarjati že v mladosti. Zakaj pa je ta šport tako poseben? Imamo že v prvi fazi, da imamo vsi gor zatemnjena očala, torej da smo vsi v popolni temi, kar pomeni, da se pač treba osredotočati samo na sluh, da žogico poslušamo, ki ima noter takšne kamenčke in ropotako se kotali po mizi. Pa specifičen je seveda tudi iz vidika, da moramo imeti dobro motoriko, da dobro žogico oceniš. Naši tekmovalci in tekmovalke se 5krat do 6krat letno udeležujejo tudi mednarodnih tekmovanj. Hodimo tako v tujino na Švedsko, Češko, Poljsko, Finsko. Smo už bili enkrat, no. Imeli smo tudi svetovno prvenstvo v Južni Koreji. Italija je zelo pogosta tudi naša država, ki jo obiskujemo. Gremo pa tako 3krat na leto v tujino, oziroma kolikor nam finance dopuščajo, oziroma kolikor so tudi mednarodni turnirji razpisani. Imamo pa tako na 2 leti svetovno in na 2 leti evropsko prvenstvo tudi v tujini. In prav tam naši športniki dosegajo vrhunske uspehe. V svetu veljamo za najmočnejšo nacijo, mogoče Poljaki, mogoče Finci so nam nekje konkurenčni, načeloma imamo pa mi kvalitetne mlade igralce, kar je velika vrednota za to majhno Slovenijo. Majhna Slovenija ima v svojih vrstah najboljšega igralca showdowna na svetu. Peter Zidar je že 8. zapored osvojil državno prvenstvo, je tudi evropski prvak, letos pa bo lovoriko naskakoval tudi na svetovnem prvenstvu na Švedskem. Pričakuje zmago, drugi tudi pričakujejo, sam pa tudi, če ne bo razočarjen. Ker mi radovednost ni dala miru, sem Petra tudi sam izval na dvoboj. In kako mi je šlo? No ja. Kljub velikim uspehom, Peter ostaja skromen. Sem že vse cilje, kar sem jaz njih dosegel. Zdaj, največji cilj, kaj mi je še tudi bil prvi na svetovni lestvici, to je tudi zdaj. In v bistvu gremo naprej, bomo videli. Poleg svetovnega prvenstva bomo letos za Petra pesti stiskali tudi na tekmovanju Top 12, ki bo novembra. Prav gotovo bomo tudi takrat poročali o novem velikem uspehu. Curling je šport, ki je vedno bolj priljubljen tudi med invalidi. Od leta 2012 naprej pa se s curlingom na vozičkih ukvarjajo tudi naši športniki. Letos je državno prvenstvo potekalo v ledeni dvorani v Zalogu, kjer so imeli tekmovalci za res odlične pogoje. Današnje državno prvenstvo je bilo ful super, v bistvu malokrat imamo take dobre pogoje, kot zdaj, kot v bistvu nimamo v Sloveniji sploh dvorane za curling in v sodelovanju z curling klubom Zalog in Curling zvezo Slovenije smo pač pripravili res dobre pogoje za našo tekmo, tako da so bili v bistvu za vse zelo enako in smo zelo veseli, da imamo danes take možnost pač na takem ledu igrati. Poseben del slovenske reprezentance je tudi Mojca Burger, ki pa ima nekoliko drugačno vlogo. S poškodbo hrbtenice, ampak nažalost sem premalo poškodovana, da bi bila lahko v reprezentanci. Zato še zmeraj igram curling z našimi člani paraplegiki. Rada pomagam pri tem, tako da uživamo. Glede na to, da pravite, da ste nažalost premalo poškodovani, mislim, da to nekaj pove o tem, kako radi ste v tem športu.
Ja, tako je. V bistvu sem v tem športu od samega začetka. Na začetku smo bili 4 pogoji, da lahko igramo, mora biti eno dekle oziroma nekdo nasprotnega spola, lahko bi bile tudi 3 punce in en fant. Selektor reprezentance Gregor Verbinc meni, da je to eden izmed bolj zanimivih športov, hkrati pa dodaja, da se športniki invalidi v tem športu lahko enakovredno kosejo z neinvalidi. Je pa to eden redkih športov, kjer lahko hodeči in na vozičku športniki igrajo med seboj. Minimalne razlike so, igrajo, se pravi, moja ekipa na vozičkih igra tudi v slovenski ligi, kjer so zelo uspešni, kljub temu, da je samo ena razlika, se pravi, ne morejo pometati, ne? Ampak so pa v tem primeru, se pravi, so pa bolj natančni, bolj fokusirani na linijo, na dolžino, tako da so konkurenčni tudi v ligi slovenski. Poglejmo še lestvico minulega državnega prvenstva. Zmage so se veselili igralci in igralka društva paraplegikov Ljubljana 1, ki so v finalu z 9-7 premagali ekipo Basket. Sploh prvič je bilo državno prvenstvo v steznem kegljanju za slepe in slabovidne izpeljano v Kamniku, tekmovališče, ki ga večina ni najbolje poznala, z nekoliko tršo podlago, kot so nam kasneje prišepnili tekmovalci, a so bili pogoji za vse povsem enaki. Na to državno prvenstvo so se uvrstili tisti, kateri so skozi celo sezono naredili norme. In sicer norme so se pa zbirale v 9, nekateri v večjih turnirjih, na večjih turnirjih ali 9 je bilo minimalno. 6 najboljših rezultatov se pa šteje. 3 različne kategorije in razdelitev po spolu sta bila osrednja kriterija, zbranih pa okrog 40 kegljačic in kegljačev spremljevalci. V kategoriji B1 je med favorite spadal reprezentant Mitja Osolnik, ki je bil s 513 podrtimi kegli skoraj popolnoma zadovoljen s svojim dosežkom. Za potrditev zmage pa je moral počakati še na rezultate ostalih. Tudi z drugim bom zadovoljen, seveda pa vsem prvošen zmago, najbolje prvošen pa sep, ne? To je normalno, mislim, tako. Upam, da bo danes tudi zmaga, no, ker zdaj že 2 leti nisem bil državni prvak, ampak tako 2. ali pa 3. Pa bi bil počas čas, sploh ker sem domačin, mislim Kamenčan, bi bilo fajn, ja, bi bilo fajn. Mitin dosežek pa je za 18 kegljev izboljšal Primorec Darjo Vogrič in se veselil zmage. Z rezultatom 479 podrtih kegljev bi se Novogoričanka Karmen Vogrič uvrstila celo na 3. mesto v absolutni konkurenci B1. Med ženskami pa je slavila z veliko prednostjo. Zadovoljna nisem s tem današnjim rezultatom, ker sem v boljši formi, ko sem pokazala zdaj to trenutno. Upam, da bo na evropskem boljši, no, ko je bilo zdaj. Kranjčani so se predstavili kot najboljša ekipa na prvenstvu, saj so domov odnesli 3 zmage in 2 tretji mesti. Reprezentanti pa s tem še niso zaključili, saj jih aktivnosti čakajo tudi v poletnih dneh, konec maja Evropsko prvenstvo v Srbiji. Radi bi obranili mesta, katere zasedamo še z lanskega. Lani smo dobili 11 medalj, od tega 4 zlate, 4 srebrne pa 3 bronaste. In jaz bi rad videl, da bi vsaj temu približku nekje prišli. Naša reprezentanca se je vmes mudila tudi na tradicionalnem dvoboju s Hrvaško, a v Zagrebu morala priznati premoč domači selekciji. Naj se igra začne. Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite, bo letos jeseni izvedla Evropsko prvenstvo invalidov na miznem tenisu. Največje slovensko orožje bo Luka Trtnik, edini stoječi športnik invalid v namiznoteniški reprezentanci. To treniram vsak dan, od ponedeljka do petka. Ponavadi so ob vikendih so tekme, drugače pa 5-krat na leto pa tudi hodam ven na Madžarsko, Slovaško pa druge države za reprezentanco invalidov. Na svetovni dan namiznega tenisa, ki je 6. aprila, so v zavodu Sirius v Kamniku učencem in dijakom podarili 3 namiznoteniške mize. Na dogodku je bil tudi Marko Milič, legenda slovenske košarke in velik podpornik športa invalidov.
Ko smo si prvič podali žogo na košarkarskem igrišču v Kranju, tista prijateljstva so ostala še do danes. Svoje najlepše trenutke košarkarske sem tam preživel, rezultatsko neobremenjen na teh igriščih in zelo lepa gesta in zato sem se tudi rade volje udeležil tega dogodka. Čeprav namizni tenis ni moj šport, sem košarkaš, ampak za njih rade volje navijam. V želji po čim večji prepoznavnosti evropskega prvenstva so zato za ambasadorko imenovali nekdanjo paraolimpijsko prvakinjo Matejo Pintar. Na mladih svet stoji že tako ali tako, tako da tudi vsi športi, tako vrhunski šport kot rekreacija, predvsem pa se mi zdi šport ena taka zelo lepa motivacija za življenje, za mlade ljudi, tudi določene vrednote, ki jih prinaša način življenja, so zdravi za naprej v življenju, pa na katerem koli nivoju se že pač športom ukvarjajo. Tako da to je vsekakor treba spodbujati, sploh v današnjem času, ko vemo, da velikokrat mlade zanima vse kaj drugega kot pa šport. Tako da jaz se veselim še te nadaljne zgodbe in upam, da bo res motivirala čim več mladih, da se pričnejo ukvarjati s športom, pa seveda tudi z namiznim tenisom. Za popestritev dogodka so poskrbeli prav naši trije sogovorniki, ki se jim je pridružil še reprezentant Bojan Lukežič, v igri 2 na 2 pa so z nekaj lepimi potezami navdušili navijače. Evropsko prvenstvo v Laškem, na katerem bomo stiskali pesti za naše igralke in igralce, bo med 26. septembrom in 5. oktobrom. Državno prvenstvo v košarki na vozičkih je letos potekalo v Celju, kamor so se po rednem delu ligaških tekmovanj uvrstili domačini Celjani, Mariborčani, Ljubljančani in Novomeščani. 4 najboljše ekipe torej, ki so se na finalni turnir uvrstile po dobrih rezultatih v zimskem času. Moštva so igrala med seboj in si razdelila finalni mesti, te pa sta zasedli finale med Mercator Ljubljana in pa Termana Celje. Vsak želi zmagati, seveda naredili bomo vse, da ponovimo lanski uspeh, ko smo Mercator Ljubljana osvojili pokal kot tudi državno prvenstvo. Toda Gregorju Gračnerju in ekipi ni šlo vse po načrtih, Celjani so bili boljši 47-40. Dolenjci so po nekaj letih znova blizu vrha, v malem finalu so premagali Maribor. In če ste, oziroma smo mislili, da košarkarji na vozičkih padcev ne poznajo, je to velika zmota, nam že na uvodu pojasnil Aleš Povše. Ja, to je kar pogosto, ker košarka je hitra, atraktivna igra in v borbenosti pač pride do padcev, ampak poškodb pa ponavadi ni. Pravila so v večini enaka z običajno košarko, dosojejo se osebne napake, dolžina igre je enaka, ravno tako poznajo prekršek v korakih. Naša reprezentanca spada v srednji kakovostni razred, kjer se meri v regionalnem tekmovanju, njen dolgoletni član pa je tudi Gračnar. Ja, že vrsto let, že od leta 86 sem slovenski reprezentant. Letos ponovno tudi sodeluje v regionalni ligi NLB Wil, ki združujejo ekipe iz Beograda, Gradarca, Banja Luke, Bihača, Zagreba, Slovenije, iz Italije in pa Avstrije. S tekmami v regionalni ligi in 2 mednarodnima turnirjema naši reprezentanti držijo stik z mednarodno konkurenco in se pripravljajo na evropsko prvenstvo. V odbojki sedej smo Slovenci v preteklosti že dosegali vrhunske uspehe. Predvsem v ženski kategoriji, kjer se naša reprezentanca redno udeležuje velikih tekmovanj. Kapetanka Lena Gabršček se s tem športom ukvarja že 9 let. Vsak, ko pride pogledati, je na koncu zelo navdušen. V bistvu gre za eno verzijo odbojke, ki je zelo zanimiva, ker je dosti hitrejša, ker je samo polje manjše in pa mreža nižja. Tako da jaz mislim, da s časoma bojo ljudje tudi sedečo odbojko vzljubili in upam, da bo še narastla sama gledanost in pa priljubljenost športa. Sama sem prej igrala stoječo odbojko in se me na ta način tudi povabilo reprezentanco, tako da se pa že kar nekaj časa tudi ustrajamo. Na državnem prvenstvu v Braslovčah je nastopilo 5 mešanih ekip. Mi to prakticiramo, kot tudi v dosti drugih evropskih držav, da je to v bistvu enotno državno prvenstvo preko Zveze za šport invalidov Paraolimpijskega komiteja. In v bistvu tukaj, bom rekel, igrajo tudi klasificirani invalidi. Dočim junija bomo imeli pa evropsko, državno prvenstvo odprto preko odbojkarske zveze
ki pa bo pač odprto za vse in tam bo tudi dosti aktivnih igralcev normalne odbojke. Božič se hkrati že veseli naslednjih izzivov, na katerih pričakuje dobre rezultate naših tekmovalcev. Cilji za naprej pa ostajajo visoki. Zdaj, trenutno nam je prioriteta to evropsko prvenstvo, pa se bomo že obrnili proti Tokiju 2020. Zmage na državnem prvenstvu se je veselila ekipa Invalidskega športnega društva Samorastnik, ki je z dobljenimi 3 nizi v finalu premagala gostitelje dogodka. Vedno bolj napeti obračuni med ekipami dokazujejo, da odbojka SD tudi v Sloveniji napreduje in zato se že veselimo odprtega državnega prvenstva, ki je namenjena tako invalidom kot neinvalidom in bo 3. junija v Novi Gorici. Ročni kolesarji vedno pogosteje na običajnih kolesarskih maratonih. Zakaj pa ne? Začneš predajati to modrost, ki si jo ti spoznal zaradi neke nesreče, začneš predajati drugim ljudem. Zaradi tega, da jih ne vem, jaz tako pravim, da jim zadam klofuto, da jih vržem ven iz tega patetičnega življenja, ki ga živijo in da začnejo drugače gledati na samo življenje, ker to življenje, ki ga imamo, je samo eno in edino in ga je treba polno živeti. In takrat, ko začneš polno živeti, takrat si srečen, takrat je, ne vem, vse je lepšno. Tudi če dež pada, se ti zdi, da sije sonce. Torej, bil je ponedeljek. In tako kot 50krat takrat sem se že spustil po tej progi, sem se spuščal dol, dan je bil res idealen, brez oblačka, sonček, brez vetra, prav tak za smuko. In v levem zavoju me je presenetil južni sneg na urejenem delu smučišča. Tam sem izgubil ravnotežje, sledil je padec in padec se je ustavil na hlodu, ki je bil nezaščiten na progi. In v bistvu tukaj jaz pravim, da se je zgodba začela pa zgodba končala. Takoj po padcu sem bil od popka navzdol, sem čutil mravljince, tako da bi se v komolce udaril, ampak nog nisem mogel več premikati. Šlo je za poškodbo takoj po udarcu ob hlod, šlo je za poškodbo 11. prsnega vrtenca pa 4. ledvenega vrtenca. Zaradi tega, ker sem s hrbtom udaril na hlod, se je odlomilo odzad še 7 reber, 4 po desni strani, 3 po levi, se udarila noter, sem imel pneumotoraks oboje stransko, oba pljučna krila predrta, počela mi limfna žila, potem na 5. vratnem vrtencu sem imel potrgane živce za levi ramenski obroč, zatečene notrne organe, krvav mehur, povečano desno ledvico, tako da poškodbe so bile kar pri resni prometni nesreči. In sem bil takrat tudi življenjsko ogrožen, zaradi tega sem me postavil tudi za 3 dni v komo. Moj kirurg, ko sem prišel prvič k njemu na pregled, je rekel, da mi pokaži, kaj se kaj dogaja s tabo. In sem rekel, ok. In sem vstal z vozka, sem se prijel in sem naredil tako 5 korakov in ni mogel verjeti, da se mi je stanje v bistvu pri tako hudi poškodbi toliko izboljšalo. Takrat se spomnim tudi njegove mastne kletvice in se mi je prav fajn zdelo. Napovedovali so čisto paraplegijo, potem je prišel pa do spastične parapareze. V bistvu oddahnil se nisem nikoli. Sprejel, jaz povem, da sem se sprejel pač v neki drugačni luči, tak kot sem. S tem sem zadovoljen sem s tem, kar imam in s tem tudi živim. V bistvu jaz sem pogrešal ta veter v laseh ali pa ta piš mimo ušes. Prej kot športnik ali sem hitro hodil ali sem pa tekel, jaz nisem znal počasi. Potem pa pri 27 letih sem prišel pa prvič v stik v bistvu z ročnim kolesom. Sem zaključil na 6. mestu svetovne lestvice UCI v svoji kategoriji, sem pa začel zastavljati čisto profesionalno pot. Ja, paraolimpijske igre, jaz tako pravim, ko sem bil tam na štartu, že ko prišel samo okolje, jaz sem bil tako kot temperana bomba. Hotel sem čim prej na štart priti pa odpeljati dirko, ker sem se čutil močnega, ker sem se čutil pripravljenega, ker sem videl, da mi je začel trener zaupati čisto na drugi ravni
sem videl, da je tudi njemu že težko z mano voziti na treningu, kljub temu, da je on odlično pripravljen. In hotel sem to pokazati, to svojo formo, to svoje delo in pa to odrekanje in energijo, ko sem vlagal v trening, sem hotel pokazati tudi na progi. Seveda želje pa sanje so še zmeri, da ja, Tokio ja, ampak če se gremo v Tokio, hočem samo medaljo. Drugega me čisto nič ne zanima. In če pa vem, kaj je potrebno za medaljo, točno vem, kaj je potrebno, točno vem, koliko je potrebno. In če tega ne bom mogel kot človek, ki sem perfekcionist, če tega ne bom mogel zagotoviti, tega ne bom šel, ker polovičarstvo ni zame. Sem Primož Eralič, oče 2 otrok, udeleženec paraolimpijskih iger v Riu in prvi ročni kolesar, ki je nastopil na paraolimpijskih igrah. Parkirišče malo širše, postavite nas v linijo, povejte, koliko smo dolžni za to in mi peljemo. In potem je bilo zelo fascinanten odziv vseh na progi in organizatorjev, ker so nas začeli v bistvu klicati nazaj pa vabiti, zaradi tega, ker se je folk zelo pozitivno odzval na to. Sploh te kolesarji na progi. Ko so nas začeli videvati, kako mi v klanec rinemo na roke in oni niso mogli na noge in smo mi za njih motivatorji in so oni začeli za nami vleči. V naslednji oddaji Zmorem pa podrobno o odprtem prvenstvu v namiznem tenisu v Laškem. Uživajte! Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.